Lep pozdrav vsem, Roy Lester tle ponovno na YouTube kanalu. Res, po dolgem fajtu. Po dolgih mesecih teniške sezone. Se pravičujem, tako da res za zamudo, ker mi je bilo to fajta. Ta video, ki danes boste pogledali, je že neki fajta bil sneman. Ampak ja, enostavno nisem si želel in nisem niti mogel zdravstveno pa počutje in vse skupaj, da bi se vse cajt šel za YouTube, ker res sem bil tako res na dnu, res na dnu, v eni točki lifea, res prav hat, res, tako da ja, imamo tle video o BMW-ju. Torej, kaj smo začeli na avtu? Na avtu smo začeli majhno rihtanje, torej, kot ste videli takoj na samem začetku, oziroma vidite lahko na videu, aluminijasta platišča se luščijo, avto je malo nekje udarjen, in torej prva stvar, ki sem se torej lotil, bomo rekli mini projektu, oziroma da uštimam avto, da je v čim bolj originalnem stanju, ker moja želja je, da ta avto postane youngtimer in posledično oldtimer, glede na to, da je res original, mehansko je v nulo, full ohranjen. Evo ga, folk, imamo tle gume, nove. Parenzana. Evo nas Parenzani, folk, imamo nove feltne, nove gume, neke lepe feltne, vrhunske, naredijo dizajn avta fenomenalen, mislim, da prav paketarski avto prijelen. Ma prav ono, tako grd, da je neverjetno, tle smo mi. In tle imamo gume. Tam je Heineken. In tle pa imamo, evo, aluminijaste pokrove, katere bomo dali seveda obnoviti. Evo tle, to bomo zdaj naročili, tako da to bo koštus, ampak bo malo za početek, ker je rekel, da ga ne bo, tako da ja, ampak dobro, dobro. Tako da step by step, evo, to me pa najbolj skrbi, evo. To me najbolj skrbi, znači tukaj zna biti dela, da se prav vidi, kako meče ven, in tle ga napada rja. In tle še, evo jih, to so naše gume, in tle še en živ dokaz, kako 17-ke pašejo bolj kako 15-ke, evo, poleg felten, poleg platišč, ki so kar neki, ampak 15-ke prav, znači avto, kao, nek luksus, razumeš, a majhne gume, ne ide, znači 17-ka, 18-ka je to tle, ne, tako da ja, evo, tle imamo, to smo itak zaščitili, ne, v bistvu to, jaz sem kupil za psa, ne, in tako da zdaj mi je to v bistvu prišlo zelo prav, no, evo, na zaščitu avto, košus. Druga stvar, ki mi jo njavamo na tem avtu, je klasika BMW-ja, ta cap holder za kozarce, ki valjda po tolikih letih se ne odpre več, tako da to smo dali dol in imamo tle the new one, evo ga, čisto nov, evo ga, malo drugačen seveda, ker je ta je original, kao, to je pač ponaredek, kopija ali whatever, za male pare, čisto dovolj in damo lepo gor. Eno, dva nova cap holderja za male pare in to je to. Evo ga, v glavnem prvi del tega avta, ne projekt, ampak neka osnova za ga malo porihtati je končana, ker smo julija meseca in gre vse počasi, znači feltne, znači aluminijasta platišča, komaj avgusta pridemo v kontakt, znači jaz sem to zdaj vse poštimal in nič bomo mogli voziti
fake Mercedesi. Zdaj, moj cilj prvi s tem avtom je ga ohraniti v original stanju, brez predelav, brez nekaj velikih, niti zatemnjena stekla ne bi niti dal, ker hočem videti, kako pa kaj naprej. Si pa želim E46 tudi definitivno zraven, poleg tega eno E46 čisto po svojem okusu, z zatemnjenimi šipami itd. Ampak, kot sem rekel, imamo tle avto, ki ga hočem posnemati in znači 100% trud gre v ta avto. Glede na to, da ta serija bo trajala malo dlje, kao to so vse vleči, tako da se ničkaj naredimo ta prvi video, pa ga dajmo gor na YouTube, ne. Evo, kaj smo pa še nabavili. Nove tepihe za BMW E39 prav, ker jaz v bistvu nimam originalnih tle, kot lahko vidimo. So čisto eni drugi in ni cool, ne, tako da ja, evo. Drugače avto je lihkar bil pran, lihkar očiščen, zdaj čisto na sveže. Neverjetno diši, ampak diši. Evo, to je pa obvezno, kar bomo šli delati. To ne morem gledati, to packo ne morem gledati. Kaj naj ta gospod le je šel drsati. Joj, tako da žal, tle vsa vrata treba pobarati, so rekli, in ja, nikaj, ne. To je nova letvica, ki smo dali. Tam nisem še dal, sem dal ven, ker hočem še nekaj adjustati, da bo čisto ravno, ker nekaj malo mi fali, ampak ni panike. Smo se odločili delati nova platišča, jih pobarvati, jih speskati in pofarbati, ne. Tako kot lahko vidite, kako je delo potekalo. Okvir registrskih tablic sem zamenjal, potem pa še razne dele na avtu. Seveda to so malenkosti, ki vedno uspod se to da uštimati in v bistvu bomo rekli tudi poleti ni pravi moment julija meseca to delati, ukoliko nimaš klimatiziranega prostora, res je vroče, res se ti ne da, odložiš raje na kasneje, tako kot karoserijo, ki se bomo lotili, torej to je drugi projekt oziroma druga faza avta in bomo rekli skoraj ključna pri tem avtu, torej tukaj rja, karoserija, avtokleparstvo, avtolica, tle bo se odločilo, bomo rekli, zgodovina avta, ker od tle po mojem se bo pisalo, ali bo ta avto v moji lasti ali pa ne bo več v moji lasti. Torej, zakaj to zdaj povem? Zelo enostavno, ukolikor je karoserija dokaj zdrava, se da uštimati. Ukolikor je pa karoserija obupno katastrofalnem stanju, da je od spodaj pregnit ali karkoli, da bi slučajno prišlo do tega, potem pa bi bila zgodba čisto druga in tudi mogoče trikrat za premisliti, kaj narediti, ali se splača vložiti par jurjev v avto ali pa se ne splača. No, zato pravim, ta drugi del investicij v ta avto bo fundamentale ključen, ker tukaj bo pač en pomemben del pač narediti. Seveda, avtolečarji ti ne garantirajo, avtokleparji ti ne garantirajo, kaj bo potem čez eno leto, ker ali narediš pravo generalko ali pač zrihtaš, kar je, ampak meni je point, da se zrihta v bistvu to, kar je trenutno, ne. In na pamet mi ne pride, da bi jaz zdaj se lotil celega obnoviti za 5-7 tisoč evrov, ali ne vem koliko pač je, v glavnem na pamet kraja mi ne pride za en avto trenutno. Pa ne glede koliko imam rad BMW-je, ne glede koliko sem ljubitelj, ampak vse po pameti in do zdrave mere, jaz rečem vse v lifeu, ker eno je avto, da ga imaš rad, potem je pa, pol si pa ti tudi in potem so tudi potovanja, katera dam prioriteto potovanju in da čim več potujem. To je meni prioriteta, znači ne da je avto na prvem, ampak sem jaz, potovanje, pol je pa avto, ne, tako da vse po zdravi logiki, evo, ne. Ne sme in tudi nočem, da postanem bolan, obseden z avtom, da mora biti vse v nulo, ker jaz, ko sem kupil ta avto, sem v bistvu zelo tako začel in po 2-3 mesecih sem imel, to meni škodi in nočem, da je, niti ne želim, da je avto perfekten kot iz tovarne, ker mi škodi zdravju in dotlej, ko sem prišel do te točke, sem rekel, okej, to je to, znači
ok, bom ga čuval to, ampak vse do zave meje. Ker vi ne veste, kako sem jaz in ko si nekaj zdam, kakšenkrat tudi ni pametno in vse do zdaj pameti, ne. Tako da zave na prvem mestu, definitivno. To je to današnjega videa, upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, stisnite like, če bi radi videli nov content, subscribe. Evo, tle imamo mehanizem za razbit BMW-ja in že ker smo, tle pa imamo, evo, in tle pa imamo star košček, če kdo rabi slučajno za BMW 39, ni nov, malo je tle pač, malo sede je zdelan, evo, vam ga, za par evrov vam ga prodam, če kdo rabi, seveda. Se vidimo, ohranite zdravje, Brlaj se ga pozdravlja. Aj, čau.